današnji oddaji Zmorem. Jernej Slivnik prijetno presenečen ob povratku s paraolimpijskih iger. Darko Đurić je za nas pregovoril o treningih na Nizozemskem. Obiskali smo delavnico Šport za vse. In trening tekvandoja. Misija: postati mladinski svetovni prvak v dvoranskem balinanju. Zakaj pa ne? Dobrodošli v Zmorem. Paraalpski smučar Jernej Slivnik in njegova ekipa so z odliko opravili na 12 zimskih paraolimpijskih igrah v Pjongčangu. Slivnik je na svojem debiju na tako visoki mednarodni ravni zasedel 12. mesto v slalomu, v veleslalomu pa je po dobrem vmesnem času odstopil. Z veleslalomsko vožnjo do napake sem bil zelo zadovoljen, nisem se ustrašil prvega nastopa. V slalomu sem pa vse skupaj vzel malo bolj taktično. Proga je bila zahtevna, postavitev je bila zahtevna in v prvi vožnji sem naredil eno veliko napako, vse skupaj do konca smučal super. V drugi vožnji mi je pa že malo manjkalo moči. Mogoče sem se malo zavestno odločil, da pridem do cilja in je bila druga vožnja malo slabša. Vsega 17-letnega junaka je na letališču Jožeta Pučnika pričakalo ogromno navijačev, podpornikov, sorodnikov in novinarjev. Zelo je prijazen, videvan, velikokrat se družimo tudi, kdaj tudi pride z vozičkom na plac. Kaj pa kot športnik? Si ga že gledal na treningih? Sem ga gledal, pa tudi ta teden sem že ob 2 zjutraj vstajal zaradi tega, da sem lahko gledal njegove tekme. Kakšen je pa Jernej kot dijak? Deluje malce zadržan fant. Je zadržan, ampak ima visoke cilje. Njemu povprečni rezultati tudi v šoli ne zadoščajo. In zato se potrudi, dogovori s profesorji, ki mu pomagajo skladno z vsemi možnosti, ki mu jih daje športni oddelek, tako da lahko dosega tudi odlične rezultate v šoli. So se pa vsi malce načakali, kajti slovenska odprava je na poti domov naletela na težave. Zapletlo se je na letališču v Parizu, kjer je naša ekipa izgubila dragocen čas. A Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite je na zanimiv, predvsem pa iznajdljiv način poskrbela, da letalo brez Slivnika in ekipe ni poletelo. S pomočjo družbenega omrežja Twitter in izvrstne reakcije Adria Airways je njeno letalo, namenjeno v Slovenijo, pokazalo takojšnjo pripravljenost, da izjemoma počaka na našo odpravo in jo pripelje domov. Iz tega razloga je letalo v Ljubljani pristalo z več kot 2-urno zamudo. V Franciji v bistvu nismo vedeli, da bomo jeli ta avion za domov, ali bomo mogli počakati na jutrišnje večerne lete. Na srečo so nas, Adria nas je počakala in smo lahko danes prišli domov. Proti prihodnosti pogleduje tudi trener Roman Podlipnik, ki je večkrat zatrdil, da je bil tokratni nastop na paraolimpijskih igrah namenjen nabiranju izkušenj, rezultatski imperativ pa bo prišel na vrsto v prihodnosti. Ja, do odličnega, čeprav se ravno zgovarjam tukaj s kolegi, z ostalimi, tudi jaz sem po mojem edini, ker sem včasih tudi do njega kritičen, ker samo hvaljenje pa vse to ponovadi nima učinka. Včasih treba biti tudi sicer s pravo mero kritičen, tudi na samem veleslalomu je bilo nekaj stvari, ki bi lahko drugače se jih lotil, isto tudi na slalomu v drugem teku, prvega absolutno odlično, drugega je pa imel nekaj rezerve, čeprav za to mu gre absolutno ga za zastopati, videl se je v cilju po tisti težki strmini in odlično, tako da jaz mu lahko samo čestitam. Kakšna izkušnja so bile paraolimpijske igre za Jerneja, kaj je od njih odnesel in kako zadovoljen je z rezultatom? Izkušen verjamem, da sem iz teh paraolimpijskih iger potegnil zelo veliko, ampak vse skupaj bom verjetno vedel čez kakšen teden, ko bom vse prespal in verjamem, da bom takrat začutil tisto prosto. Ste imeli kaj prostega časa, kaj ste počeli? Nekaj prostega časa je bilo, ogledali smo si določene znamenitosti Južne Koreje. Vse ostalo sem pa preživel na smučišču in v fitnessu. Jernej je bil edini slovenski predstavnik na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu in je z odliko predstavljal našo državo. Verjamemo, da bo odšel tudi na naslednje veliko tekmovanje in da mu bo tam družbo delali še nekateri slovenski športniki. Ja, sodelovanje z Nizozemci je po tej plati, da je ogromno tekmovanj izjemno dobro. Že
Pred novim letom sem imel dve precej močni tekmi v kratkih bazenih, ki jih prej v bistvu v zadnjih 5 let nisem imel. Potem tudi letos sem že na, mislim, da 4-5 tekmovanjih nastopil, na treh po Nizozemski in pa eni na Danskem, tako da ogromno enih tekem, ogromno štartov, veliko analize naredimo in vedno izboljšujemo stvari. Kaj treniranje na Nizozemskem pomeni zate? Predvsem to, da sem vpet v eno ekipo, ki dela na res profesionalni ravni. Tako kot odnos trenerjev do športnikov je izjemno profesionalen, oni tudi zahtevajo profesionalnost strani športnikov, se pravi točnost na treningih, da se vedno program oddela tako, kot je napisano, tako da se pač držimo nekih dogovorjenih stvari. Tvoj cilj za letošnjo sezono oziroma glavni fokus? Evropsko prvenstvo, ki bo letos avgusta v Dublinu. Kaj načrtuješ še do takrat? Ti si zdaj zelo na kratko v Sloveniji, vračaš se potem na treninge do avgusta, poletje bo zelo vroče po eni strani, čeprav boš v bazenu. Zdaj se vračam na Nizozemsko, kjer v bistvu se tudi selimo v nov bazen, ki bo drugi najboljši na Nizozemskem, najboljši pač v Eindhovenu. Letos me čaka še ogromno tekem, 3 tekmovanja svetovne serije, ki bodo 3 vikende zapored, konec maja, začetek junija, Lignano, Sheffield in Berlin. Potem me čaka še nastop na državnem prvenstvu v Sloveniji in pa nastop na odprtem prvenstvu Nizozemske. Nato pa mislim, da 3 tedne pred evropskim prvenstvom gremo na ene priprave še na Portugalsko in direkt na evropsko prvenstvo. Šport je v vsakdanu otrok in mladostnikov doma Antona Skale v Mariboru zelo pomemben. Ob vseh dejavnostih velja izpostaviti predvsem sodelovanje s športnim centrom Tomaža Barade, ki traja že kar 12 let. Treninge borilnih veščin vodi nekdanji svetovni podprvak in 7-kratni evropski prvak v tekvandoju Aleš Zemljič, ki je o sodelovanju povedal. Doma Antona Skale, v bistvu športni center Barada, pa jaz osebno sodelujemo že okrog 12 let, hodijo sem. Začelo se je to nekako poskusno, ker je moj brat in starši so delali tam v domu, oziroma oče celo na šoli, in smo pač da malo probajo, pa da malo razvijamo motoriko in njihove koordinacijo, pa malo razbijamo monotonost vsakdanjega dneva, pa takrat naprej se je nekako prijelo, potem pa to naše sodelovanje, pa jih vključujemo tudi v razne projekte. Naj povem, da so nastopali na Evropskem prvenstvu v Mariboru v tekvandoju, pa potem še v kickboksu na Evropskem prvenstvu, ki je to prav tako potekalo v Mariboru. Pa nastopali so v Narodnem domu na 60. obletnici doma Antona Skale in pa tudi letos nas čaka nekaj projektov. Z najrazličnejšimi športnimi aktivnostmi za otroke in mladostnike doma Antona Skale zaposleni skrbijo za zdrav način življenja, hkrati pa rekreativna vadba predstavlja krasno dopolnitev dnevnih dejavnosti in priložnost za druženje. V domu Antona Skale dajemo kar velik poudarek na športu, že pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so recimo daljši sprehodi, pohodi pod Pekersko gorco. Drugače pa tudi aktivno imamo enkrat na teden nogometne treninge. V okviru tega nogometa smo v bistvu tudi nekako pobudniki projekta Dobri asi, kjer se vključujejo vsi zavodi iz Slovenije in se enkrat na leto dobimo na nogometnem turnirju. Pri invalidih in osebah z intelektualnimi ovirami se s športnim udejstvovanjem znatno izboljša motorična dejavnost, delovanje v skupinah pa je še kako pomembno tudi za vključevanje v družbo. Jaz mislim, da šport kot rekreativni šport ne more škoditi nobenemu človeku, jaz pa mislim, da predvsem za njih, za njihove koordinacijo pa za njihove motorične sposobnosti je pa še zelo pomembno, da se jim še naprej razvijajo. Ob spremljanju treninga smo se tudi sami prepričali, da otroci in mladostniki doma Antona Skale v Mariboru med vadbo zelo uživajo, zato podobne projekte še kako pozdravljamo. Slovenija je po številu medalj z največjih športnih tekmovanj že vrsto let v samem svetovnem vrhu. Tudi po zaslugi športnikov invalidov, ki svojimi dosežki vedno znova dokazujejo, da so meje, ki ljudi omejujejo, pravzaprav le v glavi. Žal pa tovrstnih aktivnosti mnogi še ne poznajo.
To velja tudi za številne starše otrok s posebnimi potrebami. In velik problem pri mladostnikih je to, predvsem iz psihološkega vidika. Kako jih pripraviti do tega, da bi začeli športati in da imajo to moč, da lahko nekaj naredijo. Tako da meni je bilo super, da sem dobila izkušnje tudi strani oseb, ki imajo telesno okvaro. Prav zato je ekipa, ki deluje v sklopu projekta Šport za vse, v Rehabilitacijskem inštitutu Soča pripravila zanimivo delavnico. Šport invalidov na nekem vrhunskem nivoju se mi zdi, da zdaj že kar mediji poznajo, se govori se vse. Šport invalidov na rekreativnem nivoju pa zdaj skozi več, kad delamo te delavnice, skozi več enega feedbacka dobivamo, da na lokalu to ni tako dobro razviti in vse. Jaz bi zdaj tle rekla, ne vem, enkrat sem slišala, ena mama je rekla, naši otroci to zaslužijo. Starši naj se vzamejo pač to za neko vodilo, da se mogoče malo potrudijo, poiščejo. Tle smo tudi mi, Zveza za šport invalidov, Paraolimpijski komitej, ki bomo probali malo več mreže narediti, da se bo dal dobiti prilagojene vadbe, usposabljali bomo kader in tako naprej. O tem, kako pozitivno vlogo ima lahko šport na človekov vsakdan, smo se lahko hitro prepričali. Starši in otroci, ki so se udeležili delavnice, so lahko občudovali spretnost invalidov, ki se že dolgo časa ukvarjajo s športom. V medsebojnih obračunih tudi povsem zdravi obiskovalci, ki so se preizkusili v posameznih športnih panogah, niso imeli možnosti za zmago. Motorične izkušnje si človek začne pridobivati že z rojstvom. Tako da zgodnji začetki so zelo pomembni, nadaljuje se potem v osnovni šoli, kjer je naloga športnega pedagoga, da poskrbi in usmerja otroke. Nadaljnje srednja šola se pa začne že počasi specializacija. Dileme o tem, šport da ali ne, pravzaprav sploh ni bilo več. Glavno vprašanje je bilo, kateri šport izbrati. Ja, točno tako. Že tako pri navadnem človeku rabaš šport ali pa pri otrocih, ki nimajo posebnih potreb ali niso invalidi, jim zelo pomaga pri samozavesti, kaj šele pri takih, ki imajo kakšne okvare ali so invalidi, rabijo pomoč. Tako da, ja, super. Obiskovalci pa so si med seboj lahko izmenjali tudi različne izkušnje. Jaz se ukvarjam kar z veliko aktivnosti. Plešem klasični balet, latino plese, potem jaham konje, kolesarim, plavam, hribolazim, starši. Pred 2 leti sem začel trenirati dvoransko balinanje in nisem mislil, da bom že v 2 letih mladinski evropski prvak. Šport je dejavnost, ki me spodbuja naprej, da se dokažem tudi pri drugih športih. Po namiznem trenju sem naredil prve korake v osnovni šoli, kar bil še nisem tako dober, ampak ker sem tle prišel, sem 1 let sem rabil, da sem bil že dober, da sem vadil pa vadil. Na teden treniram 1,5 ure, to se pravi v sredo ob 5 pa do pol 7, plus da še pol zvečer, ko sem intern v zavodu, da grem iskat boljše trenerki, ker so zelo dobre trenerke, te spodbujajo, moram tudi pohvaliti, zelo dobro trenirajo, tako da ja, dajo tudi boče, če rabiš in da greš trenirati. Ja, tukaj sem spoznal ta šport bočo, in potem sem spoznal, da to je to in sem se dokazal. Isto imaš občutek, ampak ni isto kot boča. Ti, ki si pri namiznemu tenisu, si ti stoje pri boči pa treniram na vozičku in je razlika, ampak vse ima skupna točko, ima igrišče in točke daje, tako kot čak šport. Konkurenca je dobra, ampak vse se vidi razlika, če grem jaz igrati, ampak če hočem jaz zares igrati, da se ogrejem, rabim 1,5 ure, pol še lahko jaz pokažem, kaj jaz zmorem. Sem spinalni distrofik, kar pomeni, da se mi slabša. Zdaj trenutno sem BC5 in še hodim. Sčasoma tudi to ponikne in sem lahko na vozičku.
Pa težave nastopijo, ko padeš. V osnovni šoli sem imel, ko so se mi smejali, ko sem padel, pa sem bil od namaza, bilo česa umazan po kamnih, sem razkje raztrgal in tako dalje. Smeh te najbolj te podremo. Se sprijazniš, ne, se ne moš nič pomagati, ne. Zdravilo je že tle, ampak ni še dokazano, da res pomaga. Šolci so me v redu sprejeli, ampak na vsaki tokrat se pa moram malo skregati. Brez tega pa ne gre. Drugo leto grem braniti naslov v Španijo. Sam braniti je dosti težje, kot pa doseči naslova, ne. Spet bom jaz ful opazen, ne. Bom tudi mogel več pokazati. Treningov je pa načeloma ful premalo, če tako gledamo. Jaz mogel skoraj 4-krat na teden imeti vsaj trening, da bi lahko po 6 ur, da bi lahko jaz. Ampak zdaj, kakor je, ne, šola vse me nekaj zmeraj ustavlja, ne, ampak se zmeraj se da. Ja, aj pa zjutraj, to se pravi, da če začnemo ob 8 pouk, vstanemo ob 6, se grem učiti do 7, pa se zrihtam in grem na pouk. Moja sreda izgleda tako, da zjutraj vstanem ob 7, grem na 7:10 grem na fizioterapijo, ob 8 grem na pouk in pol imam 6 ur, oddelam, grem ob 3 imam učne ure, ob pol 4, pol 5 končam z učnimi, do 5 je malca, ob 5 imam trening, do pol 7, pol je večerja. In pol pa, če še vzamem bočo, pa še pol zvečer potreniram 2 uri. Družina mi pomeni, da podpora, da vztrajam do konca. Tudi če si izgubil, lahko greš naprej. Tudi če se iz napak učimo. Sem Blaž Adam je, treniram bočo, dvoransko balinanje in pred kratkim sem postal mladinski evropski prvak. Pred 2 leti sem začel trenirati dvoransko balinanje in nisem mislil, da bom že v 2 letih mladinski evropski prvak. Mislil sem, da bom rabil 2 ali več do 5 let, da bom postal mladinski evropski prvak. Sam sem dokazal, da lahko tudi v 2 letih si na najboljšem nivoju. V prihodnji oddaji pa med drugim tudi o tekmovanju v kegljanju. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.